Kaj bi naredili, če bi za 24 ur zamenjal spol? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Dobrodošli in let's go v ta poletni podcast. Dober dan na najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Jure, koga imamo danes z vami? Z nami? Z nami? Danes imamo Tima. Dobrodošel ti ponovno na podcastu. Minilo je nekaj časa, zelo smo veseli, da si prišel. Hvala ti. Ma ja, tako, mid. Mid? Ma ja, mislim, ne, preveč te gledam vsak dan. Sploh me ne. Ma vsak dan te gledam, vsak dan. Se ne rabiš me vedno gledati, lahko ti ne kričiš, ko gre mimo. Mali mišek. Ja, sem zelo, zelo vesel, da ste me spet povabili na podcast. Upam, da so tudi gledalci veseli, da sem spet nazaj. In zelo je vroče. Kaj si ti kje počel, Jure, ta teden? Ta teden, kaj sem kje počel? Ta teden sem delal in dosti treniral. Na boksu sem si malček pretegnil biceps. Kolikokrat si bil na treningu? Na boksu sem bil 3-krat že ta teden. Že malo masaža, od kakšne 3-krat in v fitnessu enkrat. Priden. Tako da ja. Danes ne vem, če bom šel, ne vem, mogoče bi danes počival zaradi tega bicepsa, ampak Steven, Pusi. Tako da lahko kakšna punca te malo zmasira. Tako. V bistvu sem si malo pretegnil, ko smo shadowboxali, sem bil malo preveč napadalen do zraka in sem si malo pretegnil biceps, ampak dobro. Če si si kdaj pretegnili biceps, se zgodi v dveh primerih, vsaj meni. Ko sem vrgel žabico, sem si pretegnil iz bicepsa 6-krat po moje. Ja. Veš, kaj narediš tako in se ful hitro stegne roka. Ok, dobro. To sem si pretegnil biceps in zdaj na bok sem si pretegnil biceps. Tako da to je res taka sladka bolečina. Ne si pretegniti bicepsa, ne? Res dosti trenira Jurek, jaz ga vidim mimo korte, ki gre v svoji fitness opremi, zelo vse oprijeto in... Samo majčka je ponovno prijeta. Mali mišek in pa jaz kričim iz korte. Kaj ti ni vroče v njih? Pa lihuno je, da ti je manj. Če je vse na tebi in kam gre pot? Je narejeno, da hladi. V glavnem imamo clothing brand, prihaja naš clothing brand, zdaj bo prišla spletna stran, tako da vsi naročiti imamo tudi člani burger v El Tortu, Kopru, vsi čeknite ful dober burger. Čakajte, ne samo to, če greste na burger, morate imeti tudi urejeno frizuro, vsi čeknite barberijana. Štekaš, ok, izgledam. Najjači barber na obali. Ok, štekaš. V glavnem, shoutout Brunotu. To je oče od mojega kolega, 52 let, spremlja člani podcast, spremlja radio, tako da shoutout Bruno. Meni je rekla moja mama, da je njena sodelavka, tako 40 plus men, da nočem te užaliti sodelavka, spremlja podcast. Moj star je rekel, da je njegov starejši v službi, sodelavec spremlja podcast, tako da... O bog. Imamo populacijo, štekaš. O bog. Od 50 do 60 štekaš. Zanimivo. Ja, če po procentih pogledamo, vidimo, da so tu starejši. Tam so. In nisem mogel verjeti, da so. Ja. V glavi je hvala vsem, ki spremlja, ste ne vezi, koliko ste stari člani. Fantje, poletje je. Ja. Vroče je. Ful. Kako se ohladiti? Zdaj, bom povedal prvo največjo bolečino mojo je to, da ko imam avto na soncu in pridem notri, me zažge. Pa imaš uno za polico? Nimam tega. In zakaj nimaš tega? Zato, ker... Zato, ker to je brez veze in to zgleda smrdljivo in to je brez veze. Je črn avto. Imam tudi črn avto in imam to in to ful pomaga. Ma dobro, lej, toliko spet ne bom se pretegnil, da dajem ono gor. Vzameš, daš in je tam, vzame ti 2 sekunde. No, vam povem boljši trik za vse, ki ste leni, pač pustite vrata odprta 3-4 sekunde in gre samo toplo ven in greš not. Tako da... Ma vseeno je grozno je tu avto. Hvala Bogu ne vozim. Ja, boš iti po soncu peš. A ti so vse daš vedno hladen avto? Ja. Ja, ki ga poberejo, se že ohladil. Me poberejo in je ohlajen. Ja? You know me. Znajdi se. Diva. Ja, ne, pač ful je vroče in jaz celo predlagam morje. Zdaj, dokler ni še prevroče. Res je lepo morje zdaj. Ful je lepo prav grem noti in mi... Kaj, če folk nima morja? Če folk nima morja, nič Bazenček. Klima is always the answer. Ma klima je smrt, stari, to je hudič. Poservisiral sem si klimu včeraj. Je prišel majster. Ki ti je tekla, ne? Ja, ne, pač je bila na mestu, samo kapljalo, ja.
Veš, ko je tip lepo, vse razstavil, cak, ono, šel ti po kopalnicu, vse s čisto klimo, ko nova je. Vse kose, šlo ko sinjarije je bilo notri, ajme si dal? me. Ne vem, nisem dobil še račun po nekih 80 €, ki je menil še en kos. Ampak ja, zdaj imam klimo. Sicer nisem še prižgal letos sploh. Tako da, ja. Jaz sem užgal klimo, celo življenje sem jo sovražil, ampak letos bolj kot se staram, bolj ne prenašam toplote in vročine in sem si se sprijaznil. Mene je naučil balkanske klime, ki v avtu jaz ne prenesem klime. Odpreš sprednjo šipo do 1/3, vzadaj odpreš lih tako malo in ti lepo vleče zrak not in ven in imaš lep prepih in to te hladi. Drugače, če imaš baje odprte šipe do konca dol, porabi več goriva, kot če imaš klimo. Wow. Ja. Zaradi upora. To sem jaz padel pri CPP-ju. A to je bilo vprašanje CPP? Zaradi tega si padel pri CPP-ju. Ja, ne, eno od vprašanj, ki sem falil. Jaz sem šel tipa 10-krat na CPP. Kaj? Ja. In 6-krat na glavno, ne 5-krat. Pa koliko je še ti porabil za to? Dosti je, da sem pol zgubil vozniško in porabil še za to. Drugače, meni je ful, jaz rad, da si dajem led po sebi, ko mi je vroče. Res. In kje si, ko si to delaš? Plaži, na balkonu. Ok, dobro, ki ne moraš biti na postelji in daš led in polje, vse steče, vse mokro je okoli. Se posuši, se voda. Imaš ti kakšen tips in trik za hlajenje? Ma jaz nisem drugače ful neki, jaz nimam sicer zdaj klime na nič, žgane, ampak imam samo okno odprta. Po noči si pa odprem okno, spim z odprtim oknom. Ja, valjda. Ja, z odprtim oknom in odprto škuro. Edino malo mi je sketchy, ne vem zakaj. Da je Živiš odprto. nizko? Ja, ne vem, To mogoče? malček. Kaj ti je skeči? Pač ne vem, da imaš odprto okno in ne vem, tako, kakšen Se ti nisi spleza prekličil. notri, ja. Ja, dobro, ne vem, kakšen da se odloči ti splezati noci. Jaz ti bom prišel po noči. misliš, da prije si- Veš kaj, jaz rabim ful tišine po noči in jaz ne moram imeti odprto okno, ki je uničarički in vse une. A meni mi je to ful lepo. Drugače tam on kar nič ričko. Meni mi je ful Pri nas se ta ful to zvok čuje. narave. To meni je ful všeč, ptič. Mislim, da kurat mi Meni je gre super, zvok ma neko unega spim. tipa, ki zjutraj piha liste. Mi gre Dobro, recimo na ona uniki. igra. Tip začne ob 6. Ja. Ti se zbudiš vsak dan. Ja, valjda. Mislim, če imam odprto okno in pizda samo na vsak... In pol neki se odloči, da bo tam fucking nek asfalt rezal mi pod blokom. In ono... Jaz sem tako grem na balkon, ono... Ne, ono... Pička ti materna. Tako niti ne na glas, ono veš, pička ti materna. No, po 6 zjutraj je Jure nag na balkonu. Ne, sorry, to bi moglo biti legalno še posebej v bloku. Danes so ob 7 zjutraj začeli mojim sosedom menjavati vrata. In spet... Dej, Ja, kot je pač kao po 10 tišina, bi tudi zjutraj moglo biti neka... Se je omejito. Ja, od dokdaj? 7. Od 7. Ja, jaz ob 7, ne. Ja, viš da, kdo je Ja, buden. dobro, ob samo 7? demo, ko je poletje, ko je vroče, moraš imeti hlad, da delaš, ne? Veš, pol, ko je največja vročina, je muka delati. Ja, pa naj menjajo službo. Nije moja briga, to bre, spavam. Dobro, to ni dober point. Ja, ampak vseeno, stari, prosim, bodite dobri do svojih sosedov v bloku. V glavnem, kaj, tako poletje, kaj vi delate načeloma, tako kakšne imate poletne Aktivnosti. plane, aktivnosti, kaj vam, kako si popestrite poletje, da je zabavno in kako bi lahko predlagali našim poslušalcem, da si popestrijo svojo poletje? Da čim ko končaš delati, se greš vršt v morje, malo nimaš zaplavaš. Da, pa si daš bazenček, ne vem, jaz ne bom se ukvarjal z unimi, ki nimajo morja, Jaz sem to ni moj vedno problem. hotel, tipo, enkrat sem vedno hotel imeti žurko tipo doma, da smo tipo vsi, da se družimo in damo tako sredi dnevne en bazenček, tipo in daš lednot in imaš polo, Zakaj dnevno, zakaj ne ne vem, pač, da imaš da živiš v bloku in imaš balkona, recimo. Ja, ma drugače to se lahko zgodi, da ne vem, se vsuje. Dobro, Strop. vedno se lahko zgodijo slabe stvari. In ti gre cel parket in to na Ja fup. pač, kaj, obrišeš bre. Po mojem, se imajo ta javna kopališča. Ne vem, v glavnem res lahko si Kaj ni to malo kakšen dobro? bazenček doma, Ja, in kaj ne da je naredi? to full ledanot. To po mojem zveni Ja. ful boljše v tvoji Glavi, glavi ko- kot v praksi. Po mojem ja, in tako se napijete in se družite, dajte si malo muzike, full cute in tako, kaj ti delaš poleti Matej? Plaža, imamo srečo, da živimo na morju, tako da se gremo lepo kopati. Ma meni nimam
zareči problema s hlajenjem poleti, ker meni je lepo, da mi je toplo. Mislim, da ti ni nič, ne bo tako da je toplo. Ja, dobro. Ja, meni je lepo se potiti, rajši mi je vroče, kot da me zebe. Če se daš tako, se hladiš, če se daš tako, se greješ, ono, ki je manjši, veš. Tako, ja. Kaj vid vas samo nič, kaj vid vas samo v življenju kopate in to je to. Pa kaj ni to Pa ne, izjava? recimo, jaz kako poteka moj poletni dan, je tako da... Veš, kaj je lepo poleti, je lepo vreme, je ful časa sonce, tako da iti na Ja. kakšne izletke, tu pa tam, Ja. ki je odkrit, to je lepo. Meni je ful lepo, ko je ta zvečer ta hlad in gre na sprehod, tako lepo, no, ko pa še to. Ko malo Ta pihlja. Poletni mraz večer. Ja, to je ful lepo, Ful to lepo je to. ful a thing. Včeraj sem videl nekaj ful smešnega. Sem šel vršt v morje in je bil en mišken kuža, Mickin, mali mišok. ki je lovil valove. Miš. Je tekel z ene strani pomora, na drugo stran tako je delo in lovil in on je lastnik zraven tako, ja, to on pač dela, lovi valove. To je jaz pač dejansko se ful kopam poleti, mi je ful všeč, samo ta nudistično, se sleč lepo nak tam. Zdaj sem se že najdel nov trik, ki si naredim še senčko gor, zavežem za tipo nekaj, tako da imam tipo malo senčke, malo sončka, ko mi je preveč. In tam se kopam, idem malo neki špric popit in tako. Ja. Spoznam kakšnega Italijana na plaži, ne. Kaj tam na debelem rtiču? Kje je Naprej nudistično? od študenta hodim tam, Ja, pač, ali pa na debeli, se tudi ne nak, se sončim, mi je lepo iti tam, ker mi je ful lepo plavati na vodi. Drugače ti si spoznal kakšnega človeka na plaži, meni je to ful čudno. Kako to poteka? Mislim, na nudistično si spoznal Mislim, koga? kako to poteka sploh? Prijejo, ja, ti pa težit. Ej, imaš lepega, ti tudi. Kaj? Ful pridejo, ti poznajo, biti A ja? dosadni, ja. Kaj ti pridejo reči, čau ali kaj? A ja, ne vem, kaj hoče, jaz jih teramo. Kako zgleda to? Mislim, ker jaz nisem do nobenega človeka še pristopil na plaži. Ja, nasplošno, ker si pristopil, da je tako tipo flirtat na plaži. Ne, se zato mi ne vem, kako to poteka. Kaj Kaj je ti ono... žurki, tako, samo na plaži, Pač, ja, what? ja, pač prideš in debata. Ja, veš, ono, nek človek, meni se zdi, ko nek človek spi in hoče počivati, ga ne gnjaviš. Ja, ma ker tam prav čakajo, tipo, da se obrneš in ko se Aha. obrneš, so ono, A ja. in sem ono vedno pač čao in se tako obrne nazaj, veš, ko noče. Ampak ko se ne pa da debatiram, samo je full weird, se ne mislim nič seksualnega ali karkoli, ampak je pač full ono, veš, pač smo nagi, ono, je full ono debata in si ono nagi, si ono, kaj ti, ono, ne, nič ti, okej, full tako malo confusing. Jaz vedno, ko grem peš tam mimo debelega rtiča in je nudistični del, jaz vedno kao, veš, gledam na stran, kao, veš, ono iz respekta, če je kakšna ženska, veš, ono tako sem vedno. Čau. Ma nimajo težav nudisti s tem. A ne vem, meni se zdi tako, ono, malo, ne vem. Si bil ti kdaj na nudistični? Prav, da si se Pa kopal na jaz se nudistični. dosti krat, ko sem bil z barko, sem vedno nak, to meni ful lepo se kopati, meni se ful lepo kopati nak. Ja, to je meni. Kaj je čar tega? Da je, Se počutiš kot novo rejenček v maminem trebuhu. ful je prijetno, ampak drugo je edino, malo mi je neprijetno to, da sem že rekel, to, da Da pride biba. imam čutil, da me ugrizne neka riba tam, pač res. Tvojega červička. Ja. V glavnem je prišel moj kolega iz Barcelone, ne? Šel mimo Trsta, rekel, da se dobimo levo desno, bla bla bla, pač on živi v Italiji. In pride ono to in mi se vemo, kaj on me gleda, ono, mam, koji kurac, ono, kaj je ono, pač on je mogel verjeti, kje ja živim. Jaz ono, kaj kje živim, ono, pač, in on pa to stari, kar imam jaz leto dopust, da sem na dopustu vsak dan, ono, in sem bil, ono, Ja. kako nam je samo umevno, in niti se ne zavedamo, kakšen luksuz imamo, kjer živimo. Samo to je po mojem normalno, veš. Ja, ker gledaš vsak dan samo Ja. na splošno kraj, kjer živimo, razumeš, njema pa da smo res zraven morja, pač je bolano, je, razumeš, ker splošno tudi kot ni je varno, Slovenija na splošno je full varna država. Pač mi imamo vse, kar Je rabiš. Vse, razumeš. Razen če nima tej pijan. Tako je, ja. Ker takrat je grozno, pasti se, ne. Ne res in sem prav razmišljal, ful, da bi se preselil in vse in levo desno, ampak kako lahko postiš tak lep kraj, stari, kot je Slovenija. Jaz grem v Madrid v sredo, četrtek. Aj papi, kaj boš delal, kaj imaš v planu? Grem na en festival, Kakšen? Mad Cool se kliče. Koga boš videl? Jaz mislim, tam bo, ne vem, Red Hot Chili Peppers, dosti teh, Žal to pa res. hudih stari, artistov. To ne morem vredno zamudil. ampak ne grem na Red Hot Chili Peppers, Zakaj? ker grem samo 7. Kdaj igraš? Koga boš ti pogledal? Jaz grem samo zaradi teh Rufus do Sol, meni so oni najjači in imajo tipo polnoči in pol, imajo so na stageu in bo po moje full vibe. Ne vem, jaz te poslušam tako že sigurno 5-6 let. Res? Ja, Sem poznal nobenega komada. ja, ma so taki elektro... Mislim, ko čuješ, si že slišal. Pač Ma tvoj to je vibe. moje, ja, te so oni moj vibe. In isto moj brat posluša to in smo se zmenili, da gremo z njim.
Boš vzel kakšno pupo s sabo? Njegova punca gre. Ti boš pa tam najti na festivalu. Ti boš eno Ne, uvozil. jaz grem na festival. Jaz sem bolj chill. Vratu sem. All good pri meni. Ne vem točno, kaj bomo še delali. Gremo na ta festival pogledat. Tako, le. Jaz grem rad na dopuste, res tako bolj brez plana. Jaz to rad grem povsod brez plana. Ti in kaj greš, ti na dopust? Si nam pravo, da greš na dopust. Jaz pa vam tako, smo se odločili z mojimi kurveštenimi razpalami, da gremo biti malo športni in malo, ker mi smo tako ful športni po duši, še posebej jaz in moja sestrična. Tako da bomo šli v Tolmin, smo si najeli kamp, smo si pač rezervirali kamp za 4 dni in bomo šli tipo, veš, neki canyoning. 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 Ste šli s kamionom. Ne, bomo šli tam neki, ki ful neki delaš, pa bomo Veš kaj, to kolesarili. si že prav, kdaj? Ne. Ker to je ful hudo. Ja, saj Veš, po mojem- dobesedno si v neoprenu Ja. in se po kamnih drsaš dol. Ja. In skačeš v buže Skačeš in v to bože, ja. ful Pač hudo. to bo ful smešno, ker Ful smo hudo. pač ful leseni in drveni, ne športni in bo ful zabavno. Ti boš kot en tjulenček šel dol. Ja, po pa moje. jaz bi ful rad veš kaj, tako ti bom povedal. Jaz sem polpeta, torej mestna kuglica, to imajo vsi rad. In če bi bil dan v Tjulenček. tednu, sem četrtek. Mali petek, pač malo spiješ in prođe, tako da je v redu. Tako da ja, bomo tudi kolesarili. To vse bomo delali, prej O, ja, nekaj poročamo. Mene prav pa zanima, ko športni, gledaš ti na športni. kolesu, stari. A? Ko gledaš ti na kolesu, če isto kot s kolebnico. Kaj znaš hoditi kolo? Ne, po mojem, mislim, znam, ampak bomo videli, no, bo zabavno. Kolesarili bomo, šli bomo raftat, ta glamping, vse pač ful. Pač- Čakaj, pa koliko adventure. budžet imate vi? A jaz imam denar, zdaj za njih A ne. ja, ti igraš, oni bo Ja, gledali. one bojo šle z mano, pač. Ja. Če ne bojo imele za vse te, bojo pač Ja, ma to je šle. drago drugače, pa že ta canyoning je sigurno 100 evrov, rafting je sigurno Ja. 100 evrov. Canyoning je drag. 90, Če greš na glamping, je to 250 evrov na noč. 70 sem si pogledal, ja. Bo drago. Za koliko časa greš? 4 dni. Ni to Ma lepo, to minja, lahko še ti mikaj. Pač jaz imam fura Tolmin, meni mi je Tolmin, evo to priporočam za poletje vsem, če ste iz Slovenije, pejte v Tolmin, ker to se pač, jaz imam fura naravo, ne vem zakaj, ampak jaz imam fura pač biti eno z naravo, meni me prerodi me, ne vem, ker Veš- sem zmešan, razumeš, sam po sebi retardiran, z milijon motnjami v glavi in ko grem tam in sem zono, ne vem, pač prerojen sem, me v zdravi. Bi šli zdaj kam poleti, kaj prostovoljno pomagati kam? Jaz bi Kakšno šel. državo ali Jaz kaj? pomagam, da tima poberem vsakeč, ko snemamo. Pridem, ti delaš svoje delo. Ja. Kam bi šel? Jaz bi šel dol nekem tam v Neželvice, da ne pride v Dol kam? ne vem, kje so. Ja, dol, ne? Portorož. Dol, ki so želeli. Nekam, ki so želeli. Ja. In bi pač, da tam veš, ki pride oni in jih pol napadajo in da jih čuvaš. Čeprav sem vedno ful hotel v Afriko pomagati. Zakaj? Zakaj? On je vedno to hotel. Samo gre po nesreči v Alajo. Ok, zakaj bi šel v Afriko? Da pomagaš tam jih učiti brat. Se ne znaš ti. Ki zdaj pravimo v Afriki, jaz sem moj punci kupil za darilo, ker je naredila diplomo plesoče črnce z custom sporočilom in njeno sliko in so plesali na fehtarje. Tako da, Ja, je naredil ono. Pa si dal, kaj si dal na Uniji? ono, dance.com, Ja. dancesporočilo.com, ja. In ful hudo, in oni dejansko zberajo ta denar in tako pomagajo za gradnjo communityjo in tako šole in education in to. No, z mojo punco, ne, smo malo debatirali, S Kiro? kam iti na dopust. Moja najboljša, najbolj zlato. Danes imamo 11 mestov skupaj. Fak, kdo praznuje 11 mest? Ti si kune Noben mamice, praznuje, samo ti ti si povem, kune smo skupaj mamice, 11 mestov. ti si Smo kune skupaj mamice, ki 11 rečejo, moj mestov. otrok ima 48 mesecev. Ne, Pač isto. Član, to je moja najdaljša zveza, tako da štejem, Jure. Okay? 11 mestov Štejem. zveze, Sorry ti 10 let, sorry ti, Jure. To je moja najdaljša. Tako da super pupo. Gledam, smo se čestitam. imeli kam iti na dopust. In moja je predlagala, da gremo v Zadar. Mi smo pač zadeli Jurija evrov, smo rekli, kul, zdaj imamo Jure za porabiti za dopust. Jaz si dobro cenim. In je rekla, gremo v Zadar. Sem rekel, ne gremo v Zadar, ker Zadar je kar neki. Sem šel pogledat najboljše plaže v Zadarju. Brez vezne Zakaj bi šel v plaže. Zadar? To je kontinent. Kaj je Zakaj ne kontinent? greš fucking na otok kašen?
No, v glavnem, jaz sem pač skregal z mojo punco, da bomo šli v Zadar. Kaj si pa dal kot alternativo? Jaz sem dal alternativo. Ena je, da imamo Jurija Euro, smo zmagali in zdaj pač ono fakt idemo porabiti. Gremo za 2 dni v Disneyland in prespimo v Disneyland hotelu, ki stane tako 600 evrov na noč. Koliko si ti star? Disneyland si da shit, jebi se. Ti ne bi šel v Disneyland? Sorry, to je da shit. Si bil kdaj? Ne. Si bil kdaj? Dobro, te dve ideje, vidim, da ste res za skupaj. Slabše kot drugo. Si bil kdaj v Zadru? Sem bil vseh drugih, ni brez veze. Čaki. Druga ideja je bila, da gremo v Miami in iz Miamija gremo za Jurija Evrov. 5 dni, za 5 dni na Karibe s križarko. Pazi, 5 dni Karibov s križarko je 400 evrov na osebo. To ni nič. Smo rekli, ok, prijemo skozi. Koliko je karta do Miamija? Tipo 950. Tako da to je bila slaba ideja. Potem smo študirali, da gremo na Tenerife. To je poceni. No, na Tenerife bi mogoče šli skozi. Ona je rekla, da mogoče rajši bi šla na italijansko morje. Dobro, ajde, mogoče gremo na italijansko. Pejte v Lizbono. Zdaj gledamo Cinque Terre in Unidel. Mogoče pejte nekaj bolj budget friendly. Uno je budget friendly, veš kako? Tenerife. Ne. Tipo 70 evrov na noč. Center mesta. Ja. Dobro, pejte v Italijo, kaj? Mislim, sej to, ne vem, Cinque Terre, si v enem mestu en dan in pol greš tam malo pohajati okoli. Pejte. Drugače Tenerife so poceni tako na tak dopust. Niso dragi spet toliko, no. Mene pa zanima, Mislim, ki jaz sem full tip, ona bi šla full chillirati, meni se tako full adventure, neki bi šel pogledat, Recimo ja, Disneyland je dobra ideja za iti. Disneyland je fucking jaka ideja, jebi se, Jure. ne. Fucking, ti, kaj imaš po Disneylandu član? Ma, to mi je tako cringe Ej, si bil? in zdrsano, ne, ma sem toliko videl povsod te parčke, Si ki bil, grejo. nisi brez veze. grejo v Fucking fan je, Disneyland, fucking hateri, fan je. Pač ne, samo ti povem, da mi je pač full cringe, ker sem videl toliko milijon teh posnetkov od teh ljudi, parčkov, ki grejo v Disneyland. Na koncu ima taj tip človeka, ki bi zaročil svoje punce v Disneyland. To pa je res cringe. Predlagal sem tudi Malto, predlagal sem Kubo. Dobro, ti res greš iz rank 2000 evrov potovanja na 5000 na 400. Predlagal sem tudi, sem gledal malo Indonezija. Ja, veš zakaj? Pač let je drag, ampak tako sem gledal. Ne, ni tako kje poceni. lahko pogledamo mi, da je let malo dražji, ampak tam biti poceni. Pa pol sem študiral. Septembra greš Jaz bi na šel enkrat Indonezijo. pogledat Moskvo, ampak zdaj, ja, tam lik ni Veš kaj? za iti. Ja, no, ne, lahko pa greš vedno v Moskvo. Ja, mal ni zdaj v teh razmerah za iti tam in neki brskati, tako da Moskva je enkrat drugič. Realno za vas bi bil full prvi dopust, ali to je Italija, ki greš, se boš šli z avtom, Ne, verjetno, pa ne? meni se bilo res Disney. Road trip. Fucking fun je tim. Ok, fucking zabavno je. Sorry. Fucking zabavno Jaz sem je. res dejansko Samo eno to je, vprašanje ne, to je za vas, dejansko, Marta. to reče Matej, da greš v Disneyland, to pač pričakuješ od Mateja, ki to je tipo nekaj, kar bi Matej rekel. Ja, res To je je, pač res part je, of, res je, to je res. tipo on. Ja, Jaz sem bil v Gardalandu, Legolandu, Disneylandu in Disneyland je najboljši. V glavnem, jaz imam dejansko Tipo, da eno mu ni vprašanje za vaju. Ventilatorček na glavi gor. Ja. Če zabavno, ko ste brezvezni. Kaj Ne, zgodba? res, imam eno vprašanje za vaju in za poslušalce. V glavnem, jaz sem ful razmišljal, kaj bom, kaj ne bom v življenju. Dobro, vsak In, jeben podcast ti razmišljaš, kaj boš, kaj ne boš v valjda, življenju. ma jaz to delam cel live že in sem pač malček tako No, kaj si razmišljal, da bi šel mogoče za en mesec nekam Kam? in tle smo zdaj. Dobro si razmišljal. Kam mi predlagate iti? Pač, Jaz ti predlagam, kar jaz hočem iti na Kitajsko. Ja, Za en mesec v Disneylandu. ne na Kitajsko, v Shaolin Temple. Govorimo tako, Trenirati kung fu. budget. Tam ne rabiš budžeta, tam te vzamejo. Ti živiš z njimi. Kje? Pa ti pravim, na Kitajskem z enimi monki, id tam trenirati kung fu in živiš pri njih, delaš po njivici in tako. In treniraš. to je jako drugače. Ti bi rabo neki, da dobiš malo... Ne, spiritualno bi šel Pa nekam. Ja. ja, to je Da spiritualno. gledam Full Azijo. Da bi šel nekam tam, da sem menil z naravo, ker mi je to gostinstvo in alkohol in to me Ja, ma pejdi s kakšnimi... Ker drugače sem full spiritualna oseba, jaz odvedno, jaz sem meditiral in... Provaj najti kakšnega mentorja. Pejdi v Indijo. Ja, nekaj tako sem razmišljal, vidite. Ja. In kaj je tvoj cilj, ko greš tam, mislim, tako, kaj hočeš dobiti zase, čemu se hočeš Spet razsvetliti? dobiti, stik z
z mojo spiritualnostjo, z mojo dušo. Okay. Si si preklinil, si si uničil to, ja, vse se Ker zgodi. jaz imam ful močen šesti čut in da sem ful treniral to tretjo oko in kronsko čakro sem imel vedno ful odprto. Vedno. In zdaj stari, zadnje 3 leta imam od tega gostinstva, se mi zdi, da sem ful zgubil. Ti pa se lahko začneš s tem, da začneš zjutraj meditirati, pa kakšno jogo. moram začeti spet meditirati. Te stvari začni. Ful je Se ne dobro. rabiš iti ne rabiš iti drugam, da Ne, ma, začneš. v glavnem kakorkoli šel bi en mesec nekam, ker pač, En mesec, 52, 53, kaj te briga? mislim, ja, pač nekam bom šel. Veš kaj dobro, tem vsako jutro, zjutraj, če se zbudiš, tako po urce meditira, da si sam s sabo. Nobenih distrakcij, ne telefona, ne nič. Pač, da si sam s sabo, takoj, ko se zbudiš po ure. Ti ful pomaga, si ful umiriš in se pravi za dan. Vse se zbudi miren, ali kaj? Meni najjače je zjutraj priti na balkonu, no tako, kje ste? Z nabitim, ne? Ja, ko pridem do balkona, je že ni več v športnem modu. Sam, veš, kaj je problem, kje sem visoki, no gra je malo... Jaz sem zdaj Pač vsak Jura dan živi v naselju blokov, Pred šolo je vrtec. njegov balkon gleda vrtec in točno v osnovno vrtec, šolo. točno v vrtec gleda. Tako da Jura je počasi. Une mamice nosijo tam otroke v vrtec In pol pridejo k meni mimo. Jura. Malo off topic, full random, ampak sem bil v Sarajevu, par mesecev nazaj sem zgubil kartico. In najbolj mi je žal, ki sem jo zgubil, ker sem imel najboljši pin in moj pin je bil 1, 2, 3, 4. Ja. Kaj si imel? 1, 2, 3, 4. Pin od prejšnje kartice je bilo 1, 2, 3, 4. Oh, fuck. Oh, Če pin ti- si lahko spremeniš na bankomatu. Ja, jaz na moji banki ne morem. Zato, ker sem vprašal in so rekli, full folk si je spreminjalo na ne vem, nič, 1, 1, 1, 1 in v sistemu je to bilo full velika zmeda, nekaj ni šlo in so moja banka to Zakaj bi si kdo skensovala. dal nič? Pol je to lažje. Ma sej, kako boš ti ugalil nič. Ja, saj to. Nekdo. Ampak v glavnem, Ne pričakuješ. fora je bilo, ko sem šel jaz po to kartico, una mi daje, če tam spodaj pin, jaz kjetle spodaj, kaj, to je uno kao example številka, primer številke. Ne, to je pin, ne mora biti to pin. Ona, ja, to je pin. Jaz ga imam tu je full. 1, 2, 3, 4 je moj. A ja, 1, 2, 3. Za unega, 1, 2, 3, 4 je bil moj pin. Moje To mi je bolj žal težek. z to Jaz kartico. sem tako grave. Moj je bolj težek. Jaz sem prav grave. Kakšnega Ne vem, imaš? Ne vem. Je Kakšnega imaš ti? No, da pa moj tako, pin. tako. Dobro, ti ne. In, ja. A ti se spomniš po patternu, niti ne po številki? Ja, jaz imam, meni to ne laži, jaz imam full hude te. 1, 2, Jaz 3, sem ti po 4. neki zvezda na pol. Kaj vi skrivaste, ko greste plačati in to z denarnico? Okay, Ma ali... kaj da Ma skrivam? jaz pogledam, ja. če Ma kdo sem leze. brok. Že celo življenje. Jaz sem Tudi, full če mi skrival, 1, vzame 2, 3, 4. Unih 600 evrov, ki imam na kartici, ima vzami. Ma sej tak so limiti za cash. Ma boli me briga za unih 600 evrov. Res, ajde, da bi imel milijone, ok, ma za ono mi ne bo spremenilo nič. Pa tudi plus, pa če zgubiš kartico, kličeš banka, Pač pokliče realno, kaj mi bo kartico in- spremenilo 2 tedna, bom pač malo životaril in pol dobim Ja, spet mislim, plačo. če nekdo hoče te Evropat, prije za ta bo z nožem rekel, te za štiko, če ne napišeš pin. Ma bi mu rekel, da glej, lahko daš, lahko jaz tebe Evropam, ker moja imaš ti več kot jaz. Tako da. Kaj, če bi bili tako res brez denarja, bi se provali postaviti na noge ali bi kdaj šli pač ropat ljudi? Pa sej, Evropa še din se postaviš na noge. ali kaj? Če bi kdaj padel na dno, bi začel delati. Ne bi kradu? Ne, bi se vzel na poful. In kaj ti, kje bi ti delal, v Ankaranu, itak nimaš avta. Imam avto, Izpita nimaš. imam spet. Nimaš. A imaš ali nimaš? Spokojno. Pogojno, sem ga dobil nazaj. Ja. Kaj to pomeni, da imaš pogojno izpit? Ja, 3 leta sem bil na pogojnem in zdaj ga imam nazaj. in Kaj sem- pomeni to? Da ti pač 2 leti in toliko mesecev, kot ti dajo, ne smeš nobene kazni narediti. Aha, prekrška. In Pač, ja, Kakšnega prekrška? Za kazenske točke? Karkoli. Ali samo za kazenske točke? Pač ne, mislim, da pač moraš biti priden. In pač nitak nisem vozil, da nisem naredil nobenega prekrška. Preden. In zdaj so mi zbili vse točke, sem dobil po pošti. Zdaj Ja, dobiš nazaj? So ti dali nazaj točke, ne zbili. Ja. Ja, sem jih imel pa 24. Ne, Kaj, imaš na več 18 lahko? 8 je, 26? 26 točk sem imel. ja. Kako je? 18 imaš vseh, ti si jih 26 dobil minus. Je bil minus 8 točk. Kaj bi se ti moglo zgoditi v lifeu, da rečeš tako, jebem vse, grem ropat? Mislim, po mojem to bi se zgodilo, če ne bi bilo mogoče kupiti stvari. Kaj pa? Hrano. Bi šel ropat hrano? Ja, bi šel ukrast hrano, če ne bi imel za jesti in če bi mogel preživeti svojo družino. Ne bi pa ropal
za finančno korist. Ja, Mislim, da se strinjam z njim. ropo bi za hrano, za preživetje, če ne bi bilo mogoče dobiti hrane. Okay. Ali pa bi pa šel loviti živali. Tako, nikomu ukrast nekaj se mi zdi malo. Je disgusting. Ma ni disgusting, pa samo je tako. Zakaj sej lahko sam si narediš? Zdaj to pač, Moraš, prvi temu, da ljudje težko grejo z višjega standarda na nižji, ampak moraš ti to znati narediti. Pač ješ bolj poceni stvari. kakšno je mnenje, vaše mnenje o Robin Hoodu? Krade bogatim in da revnim. Da, Robin Hood. Nekdo, ki krade bogatim in da revnim. Mislim, Kaj kažem iz Disneylanda? Mislim, ja, tudi, Robin Hood, delo Robin Hooda je, nekateri bi rekli, da je vidiš, kaj ni to, plemenito, ampak problem je v tem, da Robin Hood nikoli mi ni bila ta risanka nešto. se naravno denar razporedi, po mojem. Ne. Spet isto je. no, te revni, ki jim Robin Hood daja, je na njih, da se spravijo na red, ali da se Mislim, zdaj, ozirajo na njegovo pomoč. v tistih časih je bilo drugače, ker je bil Ja, dobro, takrat Robin Hood je bil v feudalizem. srednjem in te veku, stvari. pa Ja. je, ne, in tako, ampak. In zdaj recimo je drugače, zdaj ima vsak približno enake možnosti, samo mora imeti željo. Tako da zdaj ne rabiš Robin Hooda, po mojem. Sem videl trafiki, so začeli prodajati Miki Miško, stripe. In sem rekel, ajde, dej kupim, nisem ga imel od, ne vem, 8. leta, da vidim, Pravi na kaj je to. Miki Miška, skozi te Ja. videti. In je bila notri, pač je bil en strip, kako je Skopušnik, to je najbogatejša raca, imel tako vse denar na svetu. In pol je prišel tornado, ta denar pobral in potrosil po celem svetu denar. In zdaj so vsi imeli ta denar. In fora je bilo, da en si je zaželel denar in je dejansko podeževal denar. In rekel, wow, kje hudo, zdaj imam milijon, zdaj grem jaz potovati po svetu. Kot je prišel v trgovino, da kupi kovček, je bilo na vratih list, lastnika ni, ker je šel potovati po svetu. Je šel v trgovino, lastnika ni, ker je šel potovati po svetu. In kar naenkrat noben ni več hotel delati, ker vsi so imeli denar. In potem edini pa, ki je delal, je bil ta Skopušnik, ki ta denar je izgubil, on je prej delal na kmetiji. Je rekel, lej, ta denar bo nazaj prišel k meni, ker noben ne dela, noben ne bo imel hrane, bo rabili hrano, bo prišel nazaj k meni. In dejansko pač strip, ne, haha, fora, je on zaračunal, ne vem, za eno vreče krompirja 1 milijon evrov. Za en paradajz Temu se 1 milijon reče evrov. inflacija. Ja, in pol on je dobil ves ta denar nazaj in folk je videl, da fuck, če imamo vsi isto denarja, to ni dobro, ker pol noben nič ne dela in so šli nazaj delati svojo službo. Je bilo tako Ja, to so zanimiv res- koncept. V risanki so hoteli pokazati, da pač delajte, da imajo paketarji več denarja. Ma ne, sej, mislim, pol je to odvisno od človeka do človeka. Zdaj, če ti dobiš milijon evrov, hočeš narediti več, so imeli vsi enako možnost kot Skopušnik za narediti svoje premoženje. Ja. Tako, vsi na svetu so dobili milijon. Pa se zdaj, če bi dobili vsak milijon evrov, zdaj ta trenutek, Ja. ponovadi imajo denar tisti, ki so ful dobri v tem, kar delajo. Ne? Ja, No, en rezultat trdega dela. Ja. ponavadi je tako, dosti je tudi, recimo, da se podeduje, ampak Ja, no. če znaš neki ful dobro, bo denar prišel do tebe. In pol tudi recimo, če ima vsak milijon evrov, če ima zdaj vsak milijon evrov tle od nas, kaj bi se zgodilo? Bi bile stvari kot prvo dražje? Sigurno. Misliš, da s časoma sigurno bi se to nazaj razporedilo? Bi enega prej porabili, ne bi imeli, eni bi s tem milijonom naredili 2 milijona in bi imeli 2 milijona. Pa se recimo zdaj je bil ta primer med COVID-om, ko so dobili vsi ful denarja v Ameriki, ne? Okay. Ko so dobili tele pod en par tisoč dolarjev denarja in je to povzročilo, da so se zvišale cene. Inflacija. Ampak nekateri so tudi obogateli, ne? Recimo, ko je bil ta kripto, vsi so metali v kripto, niso vedeli, kam da denar. In pol se je zgodilo to, da eni so obogateli še bolj, eni pa so obobožali. No, eni so zaradi unega še na nižjem. Dobrodošli v novem segmentu Zgodbe z Juretom. zgodbe z Juretom Izredita. iz Reddita. No, imamo enega fanta, ki je imel eno zanimivo dogodivščino z stropnim ventilatorjem in z lučjo. V naši spalnici je stropni ventilator, ki uporablja eno od kompaktnih halogenskih žarnic. Okay. Pred 6 leti se je žarnica pokvarila in je postala zelo nesvetla. Komaj da je svetila, pravi. Dobro. Kupil je nadomestno žarnico, vendar se je tudi ta komaj osvetlila. Zato je ugotovil, da je naprava pokvarjena. Je privedel, da je pokvarjena. Torej ventilator in luč v enem. Ja. Ventilator je še vedno odlično deloval.
dobesedno najboljši ventilator, kar jih je kadarkoli imel. Saj je premaknil ogromno zraka in je bil izjemno tih, torej res močno pihal. Dobro. Ventilator je dobil kot darilo ob selitvi v hišo in cena je bila zelo visoka, je bila več kot $400 za ta ventilator. Zato ga ni želel zamenjati. V spalnici ni dosti naravne svetlobe in se je mogel znajti tudi brez te stropne svetilke, tako da je odpiral podnevi okna, po noči pa uporabljal kombinacijo svetilk na nočni omarici in svetlobo iz kopalnice. Po 6 letih življenja v tem stanovanju se je odločil, da ta ventilator zamenja, ker ta luč ni več delala prav in mu je bilo vsega dovolj. Ampak preden je to naredil, se je odločil, da še enkrat poskusi z drugo žarnico, ker čeprav malo verjetno... Ne delati, kupi drugo. Ker čeprav malo verjetno je mogoče, da sta obe prejšnji žarnici bili pokvarjeni. O moj bog, okej, dobro, pol. Ko je nameščal novo žarnico, je prijel ko je zamenjal žarnico, je prijel daljinski upravljalnik, je prijel daljinski upravljalnik in prižgal luč. In ugotovil je, da je bilo ta ventilator in luč mogoče zatemniti. Torej je 6 let ni opazil, da se ta luč lahko zatemni. To je imel gum za dim light. In je mislil, da mu ne dela ventilator in luč, zato ker je imel v bistvu nastavitev na najmanj. Jaz bom povedal še eno stvar, ki me moti. Ne? Zdaj vse te flaše imajo ta nastavek na čepu, da čep ne more iti dol. To je retardirano in to baje so izumili, zato da je manj onesnaženja. Ja. In jaz sem bolj študiral. In kako bomo zdaj mi zbirali zamaške za revne in za invalide? No, kako zdaj? Hvala, ker si dal prst notri, ko si primu. Ja, pa to si strgal dol, to ni namen za strga dol. To si zdaj ti z močjo strgal dol, ma to ni namen za strga. Ma nisi močno potegniti. Ja, ma ni to namen, da ga daš dol. Ne vem, meni je to zdaj ful moti, vse flaše imajo to, prosim, pejte nazaj da ne rabiš jureta, da ti odšraufa boco. Zdaj gremo na najboljši segment tega podcasta, vprašanja. To je segment, kjer mi pred snemanjem damo na Instagram vprašanja in vi nas lahko vprašaste. Mi ne damo gor vprašanja, mi damo gor oblače, kjer vi postaviste vprašanja in mi vam v podcastu odgovorimo na vprašanja. Blue_E30_. Kjer je okus kondoma Bibli? Ultra fin, brez okusa. Dobro? Kokos. Kokos. Pa ja, a sem ti všeč ali ti nisem? To sem že rekel tudi za šampon. Ne vem, kaj bi bil. Ne bi bil kondom, zato ker ga ne uporabljam. Bi bil rebrast. Jaz bi bil z okusom limone. jagoda. Tako svežilen, da je, veš, da zapaše. Ste že kdaj imeli une z bukicami? Ja, sem imel, ampak niso dobri. Ti bi bil kondom na Mickey Mouse. Ja, bi imel ušesa gor na vrhu. Miha Lazič, prodaja kdo kašen Tomos Motorin? Ne vem. Napište mu, ki prodajate Tomos Motorin. Tako, Miha Lazič išče Tomosa, vzamemo procent od prodaje. _Bebar. Kjeri so vam trenutno najboljši komadi, pa ful ste dobri sam tako naprej. Hvala, Pika. Kjere imate najljubše komadi? Meni je zdaj nov komad, ki sem ga poslušal, je Makvali ideja od Pino Danjo. Rock My Body od Rehab, Ina in Šaš. Jaz imam tukaj, od Amari, J. Cole, Cheers to Life. Jaz imam na repeatu od Paramore, The Code, All I Wanted in... Zdaj sem ga začel... Rajmštani. Zdaj sem ga začel, sem slišal enda na radio in mi je ful padel hvala za violice. Sport_Rusi, I think da je razmišljal iti v kak reality show. Ja. If not, he should. Jaz sem zelo razmišljal o reality showih, kot vedno. Pa, kakšen Big Brother, Bar, ta ona, ki se na onem otoku. Survivor? Ja, to bi to išel. Ful bi šel na reality, katerikoli, samo nočem to narediti moji družini. Ko razen, če bi rekel mami, da ali pa vsem, da naj ne gledajo Pop TV ali katerikolega kanala za 2 mesta. Kaj pa te kmečke? Bi šel kam? Bi šel tudi na kmetijo, zakaj pa ne? Ljubezen po domače. Če bi si ti lahko naredil en reality show, kakšnega bi si naredil? Tako, zate. Ti bi bil zvezda tega šova. Kaj bi bilo?
Big Brother fix, kaj. Bar, ne vem. Jaz bi tako ali tako, katerikoli šov bi šel. Zakaj pa ne obstaja tipo gej verzija sanskega moškega? Zakaj ne obstaja sonska ženska? Obstaja, po svetu Sem obstaja. vedel, da obstaja. Pač Slovenija. Ja, si miš, ko bi se to, to bi infarkti samo cepali. Pač ja, ampak kdo bi se pa Miš, ko bi to gledal, folk. Pa vsi bi gledali, bi bilo Ja, ful, ja. vsi bi Pa kdo bi gledali. se pa prijavil. Ampak to je un iz moje vasi! Hudiča! Pa bi ga kamnali, je gej? ko bi prišel nazaj, bi ga kamnali, ono boge. A ste videli uni šov mame Joj, in dej, sin, čau, ja, je v redu. ki dejtajo eni druge. Je v redu. Fuck. Pa ne bi. Pika polon, pika ica, najljubši poletni spomin ever. Sigurno kakšen je spolmina. Jaz se ful spomnim, ko sem bil otrok, ko smo šli starši vedno na Korčulo, v Veluko. In smo vedno imeli eno barkico, tako ne, par metrov in smo šli vsako jutro pač na morje lepo skupaj. In ko je mama naredila ono hladno pašto, Hladno pošto? ja, tipo pašta, ki narediš tipo stuno in tako zelenjava, ni skuhana vse. Pašta je skuhana in zdaj malo, veš, kaj je tipo, taka hladna pašta se reče, se to pozna folk. Ja, in to je bilo meni ful vedno lep spomin. Tebi. Jaz imam najbolj zapečaten spomin v moji glavi iz poletja lep. Je bilo, ko sem pač jaz sem odraščal z mojo nono, ful. Večkrat, ko smo šla na plažo, smo vedno hodili mimo, tam zdaj več tega ni v Livada. Je bilo ful robid in vedno smo se ustavili tam in sem jaz pa robida in pa smo šli na plažo skupaj nazaj domov. In to mi je pač, Lepo. ne vem, to je pa po mojem eden izmed spominov, ki jim bo ostal do groba. Pač Lepo. ta jaz in ona in ta plaža in vsako poletje, ki sem komaj čakal, sem bil sad 3 mesece pri noni v Izoli in hodil. Pa robida, ja, cute. Jaz smo enega istega z mojim nonotom, ki smo šli na slavlet in moj nono je imel na balkonu tako en full velik stol, ki se zdaj sploh ni velik, ampak se spomnim, jaz sem imel meter sem, sem lezel v uni slavlet, ta je bil dober. Če ne eden, leta nazaj, z eno pupo smo se spoznali v Portorožu, smo šli na pomol, lihen koncert je bil, tako smo poslušali muziko in pol smo se malo polupčkali in je bilo tako lepa poletna romantika. Kdaj ste imeli prvi poljub? S tabo. 8. razred. 3., 4. Matic.polanec 2. Kaj bi naredili, če bi za 24 ur zamenjal spol? No, če ste vedeli. Kaj bi naredili? Ja, isto bi bil cipa, kot je zdaj. Ja. Jaz da bi, samo kaj bi izgledal, kot jaz samo ženska. Kot cicer skakal, veš kako pa bi... Jaz da me spremeniš zdaj direktno v žensko, okej. pač me ne bi noben po moje pogledal. Da bi bil tako 2-metrska ženska? Ja, ne. Gorila. Jaz bi bil dober, jaz bi bil mala buca z velikimi joškami, redko. Ti bi bil no thick, Ja. tipo porkica ena. Ja, majhna. In tako bi bil hodil malo telovati, da nisem res preveč. Jaz ne vem. Jaz če bi bil ženska, bil tvoj tip? Taka peti? Z malo kivtritko? Ja, bi bil, ja. Pizda, kaj nisem punca. Jaz če je bil ženska, mislim, jaz ne bi bralo biti ženska, samo brez menstruacije in rojevanja. Jaz ne bi bil hvala, pač raz me ne vleče. Jaz bi pravi seksat. Jaz to je, ker me zanima. Vse, kot ženska po moje ni težko dobiti. Ja, pač z nekom, ki vem, da bi mi pač prišlo, ne. In dobro, kaj vsi bi bili plus malo, ali kaj? Meni se zdi, kot da je ženski orgazem ful boljši kot moški. Vse je dokazano. No, in tako bi me zanimal ta feeling. Dobro, okej, itak je vse samo glede seksa, itak vidva nimate nobene druge ideje, jaz pa bi proval dobiti službo kot ženska. Ne, mislim, jaz sem že... Ne, Jure, stari, Juro. Ne bi res, ti bi zdaj probal dobiti službo. Jaz bi probal imeti menstruacijo v 24, da vidim, kakšen je to Jaz kot feeling. ženska bi probal postati mati. Jaz kot ženska bi probal roditi, ker me res 24 zanima. urah. Ja, stari. Jaz bi probal kot ženska videti, kako poteka vsakdanje življenje, evo, da vidim. Veš, niti ne seksi, to me ne zanima toliko. Ma po mojem je isto kot pri moških. Ne vem, če je isto, ne. Pač fiks ima kakšne skrivnosti, lepe poglede in to, ki Ja, ti dajo ugodnosti, veš. Pač ženske. Čeprav to, če si lep človek, to je ta pretty Ja. privilege, veš. To ne rabiš biti lep, če si lep To ne moški. veš ti, Matej, ampak... Ne vem. Ne vem, ker hengam z Juratom, veš pa, ja. Meni mi je cool, ker pač sem polpeta in veš ono, da ne maram mestnih koglic.
Vegetarijanci. Zato, ker na koncu dneva smo vsi enakopravni, moški in ženske, neke razlike. Pač, tako da... dejansko bi me zanimalo, no, kako bi vsak dan ženska, pač, da veš, če me zanima. No, tako, bi me zanimalo, če te res tipi non-stop pecajo. Če, Ja, te, ja. Ma vidiš, Pa dobro, poglede. odvisno tudi, kakšna ženska si. Ja, jebi ga. Ja, od preferenc. Se mi zdi, tam Matej začne z onimi njegovimi glupimi dejti. Gremo v Disneyland. Dekaj, damo rjuhico na višto in gremo rizati rizbice. Moji dejti so fucking cute. Napište v komentar, če... Dobro, jaz imam punco, ampak punce, kaže se vam dizme nek v Disneyland. Ne, povej uni tvoj dejt tipo na višti in to povej, če bi kdo šel na tak dejt. Ne bom dajal tle zdaj moje skrivnosti, da me ti tle šitaš. Matej ima tipo one TikTok dejte. Jaz pa imam res najjače dejte, stari. Fucking hudi so moji dejti. Ki veš, da... Pač Ja, ma saj so. To je vse zapakirano v to, kar je Glej, punci še vedno všeč. on ima To je nekoga, to. mi dva sva Jaz imam tebe. jaz tebe. In ti ima Jureta. In jaz imam tebe, punco. Ne gremo v zadar. V glavnem, Jakob Kastelc, V zadar. shoutout naš editor. Najljubši otroški spomin, Jure, ne spomin z otrokom, ampak spomin, ko si bil otrok. Ne vem, meni Imaš je ti lepo najljubši spomin? spomin z otrokom, z mojim bratcem, ko smo šli hoditi skupaj in tako. Ti idem. Z otrokom. Ja. Jaz z mojim bratrancem, ko smo bili v Legolandu. Mislim, se imam rad mojega brata majhnega in ga ful imam najrajši, pač najbolj mi pomeni, ampak in vsi te majhni v moji družini, ampak pač ne maram jih to, ker so majhni. Ti si povedal na Ja. liveu, da ne maraš otroka svojega brata. Ne, pač ne maram otrok. Jaz mislim, Mislim, ne, da ne maram otrok, imam rad. Pač moj brat mi pomeni največ na svetu, pač dejansko. Ampak včeraj, ko sem bil na plaži, so bili tako lahko sem z njimi 2 ure, 3, razumeš, pol ne morem več, sem postanem živčen in me stresirajo. Ja. Ne, včeraj sem bil na plaži in bilo ful smešno, ki je bila ena mamica in 2 fantka, otroka, njena. Ki se derajo, Ne. predvidevamo, Lahko da je bil njena. kolega, ker lahko je se bil kolega. derajo in vršči. Ne, ful je bilo smešno, ko so se igrali z neko žogo in oni mali. Mu je neki vrgel v žogo in rekel, nikoli več ne bom se zdaj igral in je popis, da oni mali drugi. Je bilo vam dobro, da je umiri se, ono, veš, ko so bili smešni, prav smeli dobro. O, fuck, jaz sem imel to enega družinskega kolega, smo bili skupaj od porodnišnice. In vedno, ko... Kaj? Je rekel, ni mati. Je rekla, vama, dobro, kaj je? Pa če je moten. Ni mali mu je rekel za fraca, da je. Pač ne more meni te otroci. Jaz sem umiral od sme. To je čas neki bruha. Ne, ma niso, da so bili tako 12-13 let. O, ma 12, To 10, nisem 11, otroci, jaz sem 12. si predstavljal tam do 2-3 Ja, jaz let. sem že 5 let. A ja, ne. Dobro, to 12 mi ni panike, to je cool, to je že... Jaz sem imel enega kolega, ki vedno, ko smo se dobili, smo smeli najboljše in na koncu smo se skregali in pač tako jebali smo se mater. Ubil te bom, zdal te bom, kažeš si nikoli več se ne bom s tabo družil. Drugič, ko me čakali, da se dobimo. Pa koliko gre hitro avto tvojega očeta 100 km/h? To se spomnim, ki sem imel v stani. Da se pogovarjali, koliko gre hitro avto od tvojega očeta. Bojega gre 120 Ja, to je. Eva Pika Pahor, koga najrajši poslušate? Ne Salakoviča. Kako misliš, poslušamo v kakšnem smislu? Ne vem, koga najraje poslušaš? Poslušate vi kakšne podcaste? Jaz najraje poslušam svoj notranji glas. Jaz pač najraje poslušam svoje prijatelje, ker jih imam neizmerno rad. Meni so najlepši pogovori z mojo nono. Ne vem, vedno Ja, ima če kakšno res, modrost, ja. kakšne zgodbe zapovedati. OG. Moj brat Kakor ima zabavno. ful dobre fore. Tipo? Z njim se tudi ful rad pogovarjam, ima taki ful zabavne. Dobro, to je to od naših vprašanj. Zdaj sem zaprl naš Instagram. Kaj je prva slika, ko vidim Damjana Murkota v Disneylandu? Tako da Disneyland je fucking cool. Ja, če je Damien Murko Disneyland, je cool. Ja, Like, share, subscribe, se vidimo naslednji teden. Uživajte, prihaja naša roba. Dobra roba. Kupte robo. Čau.